Živijo, živijo! Ko masnokoške iščemo mat SPF-e, si ponavadi lahko brišemo pod nosom, ker to je približno nekako tako, kot iskati samoroga sredi Ljubljane. Testirala sem malo morje SPF-ov, vendar pa najti mat je res težava, sploh če želim, da je na voljo nekje pri nas. Tako da danes imam zelo mečken kupček, ampak upam, da boste vsaka najdla nekaj zase, tako da vsaj imate na lagerju eno mat SPF kremo, ki jo lahko uporabljate za takrat, ko se ne želimo šajnati na veliko. Številka 1 je Australian Gold. To je SPF, ki je že leta top of the top za tiste, ki želimo mat, vodoodporno in izredno zanesljivo zaščito. Kar je problem te nove reformulirane Botanical Sunscreen Tinted Face je, da je tudi light zelo hitro pretemna, ker oksidira. Sama po sebi ni tako zelo, da bi rekli, temna, ampak potem pa oksidira in smo hitro umpa-lumpa varianta. Tako da, nažalost, tukaj saj pri barvi potem hitro padejo vse sneguljčice ven in to ne bo več to, kar iščete. Med kemičnimi filtri se mi zdi, da imamo iz leta v leto manj ponudbe, namesto da bi imeli več, ampak letos med tem, kar sem najdla in se pri nas dobi, je bila najboljša od Eucerina Oil Control. Zdaj, jaz sem testirala že, nimamo ravno močnega sonca, kljub temu, da je konec maja, ampak kar sem jo testirala, je zdržala, tako da mislim, da so kar v redu spremenili tele filtre. In zdaj bi moglo kar zdržati, kako bo pa potenje preživela, pa ne vem, ker ni pa zdaj to ultra vodoodporno. Je skoraj mat, ni čisto mat, ampak je precej mat, tako da recimo, da ji oprostimo to, da ni čisto mat, ampak je najboljše, kar se trenutno dobi, plus tale ni odišavljena, tako da pokrije še en spekter tistih, ki to želimo. Je nevidna, kemična, ker niso vse s kemičnimi filtri tudi nevidne, nekatere so bele, ker določeni kemični filtri so beli, ampak ta ne spada v to kategorijo in je dejansko, ne vidite je. Tisti, ki želite stik, imate na voljo od Beauty of Your Son stik, ki je mat. Kar se tiče samega mat finiša, ni težav, je mat, mislim, da niti vonja. Ne, nima nobenega. Če že ni omembe vredno. Tako da tale stik je mat, ampak kaj morate paziti pri stikih je, da morate iti večkrat čez eno in isto področje. Tako da meni se ne upije ta stik, če bi šla z nohti čez, bi ga postrgala dol. Tako da to je nekaj, kar morate paziti. Za reaplikacijo mislim, da bo kar v redu, poizkusite. Kar bi jaz predvsem, tista skupina, ki se meni zdi, da je tole v redu, so kakšni teenagerji, pa moški, pa fantje, ki bi radi sam na hitrico zaščitili te glavna področja, da jih ne opeče. Tole bi jaz dala vsem svojim moškim, ker mislim, da to je ena iz redkih stvari, ki bi jih uporabljala. Ni neprijeten občutek na obrazu, ni to zdaj tista zaščita, poleti bomo zaščiteni pred soncem, ker si bomo vsak del zihar 5krat pa vse šli čez, ampak sploh teenagerji, ki se ne marajo dotikati v obrazu, da saj grejo 4krat čez en predel tega glavnega, ki jih najbolj zapeče, pa če so še toliko fajn, da si bojo še razmazali to. Survival 30, ki na nekaterih pri vas ni mat, se na meni tudi ni čist, je satenast, ampak vseeno je precej nešajnast. Kar boste tukaj pazili, je, da ga boste zelo fino prešejkali, preden boste dali gor in boste počakali 10 do 15 minut. Ker na začetku je tako nek oljnato šajnja zadevščina, pa ko se pa upije, je pa tak gumijast mat saten, nekaj takega podobnega. Potem je tukaj še tiste, ki ste sneguljčice, pa ste res zelo bele. Mislim, da ima to dragocena, pa dajte pogledati, ne vem, ta je bela, je mineralka, je bela, je pa tudi mat in suha. Tako da, tako kot Botanicals je tole suho, za suhokoške ne, za masno, oziroma če boste suhokoške dali ne vem kaj, kakšno super nego spodaj, predvsem pa masnokoške, tiste, ki producirate skozi dan maščobo, vse same veste, kako je ti zoprno,
ker skozi dan kratujete mastni, na koncu ste pa že taka disko kugla, gledati več ne morete, ker imate mast v očeh in jeste. No, za take bi se pa ta znala dobro izkazati. Je pa res bela. Ne ostane toliko bela, se tako kot malo upije, pa je pol tega beline, ampak je pa še kar bela. Za tisti, ki imate kakšne temnejše podlage, pa se radi s tem ukvarjate, date čez, pa je problem solved. Ampak mislim, da vseeno boste sneguljčice s takimi. Masnokoške sneguljčice boste pa s kakšno tako kremo najbolj zadovoljne, ker do zdaj, kar sem probala, je bilo to še najbolj podobno Make Prem, mineralke, ki sem jo včasih uporabljala in je bila res dobra zaščita. To bom še testirala takrat, ko bo potenje in res orto sonce, ampak zaenkrat kaže, da bo v redu. Kot drugo pa mineralke, če ne pustijo te beline oziroma če so obarvane, če niso prekrivne, jaz nimam dobrih izkušenj, da bi to kaj neki blazno super zaščitilo takrat, ko je res močno sonce. Tako da imam upanje v tale kupček. Takrat, ko se potim, je res noro sonce, tudi če sem umpa dam tole gor. Za večino ljubljanskih potepov in podobnega bom pa imela Eucerin Oil Control. Medtem ko tole za reaplikacijo, pa za na hitro, ko se odzunaj potepam, ker tudi jaz nimam časa, pa roko umivati, pa ne vem česa, bom pa uporabljala Voistick. To je bilo to o mat SPF-ih za masnokoške, naslednjici pa lahko mogoče pogledamo. Predlagajte, katera kategorija bi vas zanimala. Lepo se imejte, kmalu pa se spet vidimo. Čau, čau!